Dobro večer vsem skupaj na srečanjih pod Slamniki. Nadaljujemo na nek način z našo letošnjo rdečo nitjo, ki jo nekako predstavljajo fotografije in spomini na stare Domžale. In naš nocojšnji gost je še posebej dragocen v zvezi s to vsebino, Roman Kos. Kaj povedati o njem? Roman je od leta mi je napisal čim manj. To je res prišlo danes ali včeraj, danes zjutraj. Od leta 1955 Domžalčan ali pa Domžalec, kakor nam je bližje, po izobrazbi akademski kipar. Dolga leta je delal v Mladinski knjigi, ampak mi bomo govorili predvsem bolj o letih, ki so povezane z Domžalami. Prav gotovo bo en velik del njegove zgodbe povezan tudi s to hišo, v kateri je kar en lep kos svojega delovnega in ustvarjalnega življenja preživel. Tu je namreč leta 1999 odprl knjigarno in tudi neko manjšo galerijo. Deloval je tudi knjižni klub, mnogi malo starejši se od tega še spomnili. Tu so se predstavljali tudi mnogi likovni ustvarjalci. Potem je bil, lahko rečemo, aktivni član in sodelavec tudi občinske komisije za turizem, kjer so skupaj pripravili številne brošure, o katerih bo najbrž danes tudi nekaj govora, kajti prav te so bile mnogokrat povod, da je Roman še bolj intenzivno zbiral in iskal različno fotografsko gradivo. Zbrane so pa tukaj spredaj, najbrž kar mnoge ali pa vse tiste, ki so bile pripravljene. Pripravil je tudi razstavo o Plečniku na naših koncih in tudi sodeloval pri publikaciji o tem. Prav gotovo ga poznamo kot velikega ljubitelja kulturne dediščine in dolgoletnega strokovnega sodelavca Slamnikarskega muzeja, kjer je sodeloval tudi pri njegovi zasnovi, pri nastajanju in vzpostavitvi, predvsem pa postavitvi zbirke 300 let slamnikarstva na Domžalskem. In seveda zadnja leta je naš bil vse skozi naš sodelavec, ki je številnim mladim predstavil slamnikarsko dediščino, način pletenja kit, marsikaj ve in je med tistimi, ki vejo največ, predvsem tudi zato, ker je s tem bila povezana njegova družina. Zato mislim, da najbrž nekako se je odločil, da bo več teh sklopov fotografij pripravil in nas popeljal skozi te. Prvi sklop je pa prav s tem povezan, s slamnikarstvom, z Romanovo družino in z dvema domačijama, Markuzejevo domačijo v študiji, mislim, da je prav ta tudi na fotografiji, in pa Kofutnikovo domačijo, ki pa žal ne stoji več v Jaršah in je bila tudi povezana z njegovo družino. Roman, jaz te zdaj kar prepuščam, ker veste, to je bom sam in mislim pa, da ne bo nič narobe, če ga vmes kdaj kaj povprašamo, ustavimo. Če kdo želi, ne bomo na koncu, veš, tista fotografija. Če imate kaj za vprašati, vprašajte vmes, dvignite roko, in bo Roman z veseljem pojasnil kakšno stvar, ki se vam bo porajala ob ogledu izbora njegovih fotografij. Dobro večer še v mojem imenu. Mačken drugače bo se tole potekalo, ne bo ravno poudarek na slamnikarstvu, ampak bo pravzaprav bistvo ali pa rdeča nit te predstavitve, kako sem sploh s tem začel in kako se je to gradivo nabiralo. Začnemo pa vedno na začetku. To je, ne samo da je Markuzova domačija, to je tudi moja rojstna hiša, ki še stoji zaenkrat. No, to je pa leta 1928, ko pride stara teta iz Amerike, si jasno, ima fotoaparat, in tukaj je
moj oče, stari oče, pa tete, pa stric. To se pravi najstarejša hiša na tem južnem delu, s katero sem povezan. In Iz Amerike je pa prišla kot slamnik. Ja, to je pa potem še ta povezava. To je pa po mamini strani. Ne? Mama je pa iz te, stara mama pa iz te hiše. In tukaj vidimo staro mamo pred hišo, ki je bila slavnikarca, ki je šivala v Lijencu in na Dunaju. Tam gor na vrh imate njen, rekel tak, bolj eminenten portret. No, to sem pa že povedala, potem se pa v Domžalah s takim hišami zgodi največkrat tole. No, pa pustimo to, pa gremo zdaj naprej na začetek. Mislim, da je en del tole spoznal malo. Tukaj dele bo okrogla obletnica tele prireditve 8. marec, študentski klub Domžalski je priredil za mater en recital. Milan je to zrekel, tam verovite, ne? Drugi z... Ja, Brke ima še vedno, ne? Vaše ja. desne, ne? Ja, Milan Marinič. In jaz sem tle delal sceno, plakat pa vabilo. In jaz še nisem bil študent, jaz sem bil v zadnjem letniku aranžerske šole. In baje, Milan, če se ti spomnil, da smo posebili napisati, kje bo to, da smo mogli pojne plakate in vabila ročno dopisati. Ampak so bili pa baje zelo lepi. Kje pa je bilo to? V Hali. V Hali komunalnega centra. To je bilo za 3 dvorane Bernika. Pa je bilo tudi veliko ljudi, ne? In popolna tišina je bila. Tudi smrka niso. Grem šel. To je pa, se bom malo navezal nazaj, eno leto nazaj, na leto 73, ko se ustanovi Pavle, kako ZKPO, likovna sekcija na začetku leta in smo se nekje, nas je prijavili nekaj tam 20 mladih, pa na začetku smo nekaj bolj mladi in smo imeli že takoj konec aprila smo že imeli razstavo, takrat je bil glavni razstavni prostor, v bistvu mala dvorana glasbene šole, ne, smo imeli že prvo razstavo. In naslednjo pa že v avgusta, že v preddverju Hale, in tam se je pa že imenovala likovna skupina in pa že nekaj starejših, potem pa že novembra pa še eno, še večjo razstavo. In to razstavo si v 6 dneh pogledali, to, kar mislim, galerijo pogledal v celem letu. V 6 dneh je gledal to razstavo čez 2000 ljudi. Nenormalno. To se vidi, preko kakšna želja je bila po teh kulturnih dogodkih. No in to, preko ta likovna skupina se tam leta 1974 premenuje v likovno društvo Petra Lobode. Petra Lobode. No, leto 1973 je pomembno tudi to, ker je takrat bil odprt Slavnikarski muzej na Krumberku. Pa še ena taka za nas, rekel, občane, je bilo tudi sploh za naše južnjake, leta 1973 so asfaltirali Savsko cesto. 73 leta. Prej smo imeli pa makadam. Tle gremo malo kar naprej. Tle je moj izdelek, ki se preslal vidno, ampak ok. Pa se pa to čas, ki je bodil ogromno enih teh proslav in za vsako, rekel, za vsako obletnico tako ali drugačno so bile proslave in jasno, da teh je bilo vedno portret Tita in tako naprej. In jaz sem in delovne akcije so bile v Pečeh, mislim, v Pečeh pa delal akcija in sem jaz tam naredil en portret Tita, ne tako lasino, da ne vem, je bila vezana plošča, ker tako, 2 metra premer, sceno, jasno, ne. Tito, pa parole, pa
razstave, ne? To je bil vhod v ta. A morda veš, kdo je ta oseba, ki je tukaj na sredo? Ta je Lenič. Ampak Jernej Lenič. Ja, ne, tega je Fugar naslikoval, ne? Jaz sem pa potem naredil, ne, okay. Tega, ki sem naredil za peče, so pa potem začeli uporabljati, tako rekoč, vse posod, ne. In ker je bil mačkan pretežek, pa sem mi naročil, da ne naredim kaj dolgo, ne. Tle je še, to. Romana, te lahko vprašam, ali je bil ta Tito, ki si ga naredil, ali je bil tako malo bolj narejen, kot Che Guevara, z teh senc, ne? Ja, grafika v bistvu, to je čista grafika. Tako kot ta slavna njegova, ne, sence in... Črno-belo, Črno-belo, čeprav bi ta bil moder, ne, modra-bela. No, tle je bil tudi uporabljen, ne. To je čakanje štafete. Štafete. Tle, to je pa že novo, ne. To je mi povedal. In ta se je pa pojavljal non-stop vse povsod, kot da bi bilo boš, če bi za male pare pa ga posojil, kot pa da bi se mu naredil prvo honorar. No in potem, to se pravi po smrti, no ta je bi že sprememba, da ni imel tiste partizanske kape, ne. Po smrti, nekje tam 82. Se je pa naredil pa rekel, starega taza, ki je bil, ne. Ampak tle se ne vidi, ker te notranjih fotografij tako rekoč ni, ali pa je slaba kvaliteta, ker je rekel, bil slab tisk tega občinskega poročevalca pa tako naprej. In bil narejen iz linij, isto, čista grafika. No, tle bom na hitro samo 3 pripetlaje povedal, da se je potem to moglo že tle nakazali na to, da se bo slejko prej to končalo. Jasno, ta slika je 5 metrov krat 3 metre, ne, to je ogromno. In da to narediš, da sem to povečal, lahko naredil sem se sposodil episkop pri teritorialni obrambi. In se to naredil od, to naredim. Po noči, jasno, sem to delal. Crkne žarnica. V Ljubljani nikjer nismo lahko kupiti žarnice. Enostavno sem se usedel na avtobus in v Gorico, po žarnico, pa nazaj, pa pot začel naprej. Pol sem tam en tak odr imel, pravzaprav na mize so bile naložene, tako, ni bilo 3 metre, je bilo mrno, ne. In sem jaz tiste linije hodil, enkrat pa sem dol, ne. Sem padel iz tistega odra. Ampak ok, je pa še kar v redu, ne. Ko sem to zrisal, je treba to pobarvati, ne. Ko sem bil že skoraj končal, sem ga polil z barvo, tam z robom, ne. Ko da je bilo treba potem to glavo izrezati in zašiti na nov platno. Še danes ne vem, Matej, kako ti to rata. Ampak ne vem pa. Gremo pa k tej zgodbi. Tam na začetku so govorili, da bo stare, bo veliko tudi novih. Novejših, ja. Takole so ga zidali. To je bila leta. Godbeni dom, ne? Kdaj se je to gradil? 26 so začeli, ne? 29 končali. 29 pa že končali. Le ena taka, sem bolj poiskal take, ki jih ne vidite, ja, ne, tle se tudi še dela. Tam se še vidi, da ni dokončan, ne? Ja, tle se še tudi dela, ja. Tle so bile ene lipe včasih. Celo za 70-letnico so imeli godbe, so imeli svetlobni napis na vrhu tega. Tole pa skoraj noben, tudi zelo malokrat vidite tole, ne. To je pa tale oder. Tle vzadje je odprtina in tale platen je bil, to se pravi ta zastarska slika. Ampak vidite, da je bilo okrog in krog je bilo poslikan. Okrog in krog, ne.
Ko sem jaz tole obnavljal, pa sem probal malo poiskati pod temi plastemi beleža, pa nisem nikjer našel, ker precej je bilo poškodovan, pa popravljam, pa tako naprej. In to je edina slika, ki je do znotraj. A se mogoče da videti, kdo so te? Ja, se ve točno, kjer je ti skladatelji so bili. Ne. Jaz sem točno videl. Si videl? Ja, vse imam nekaj napisal, pa da ne. Gremo naprej. No, to je pa to, ko sem jaz prišel zraven. To smo pa tam leta 94, 95. A je grozljivo? A ni, všeč, dobro je. Da že ne dvakrat so ga mislili pred tem podreti. No in potem, gremo noter, se upamo. To je tale desna stran tukaj. Taka je bila dvorana, ko si ti prišel, da boš tle naredil in si se zgodbeniki dogovoril, da narediš knjigarno in razstavišče. In tako je bilo to stanje, ki si ga takrat saniral pravzaprav. Edina stvar, to sem videl kakšne. Sem zlezel gor, tam gor je odprtina na podstreho in sem preveril kakšne ostrešje. Če ostrešje je kakor tako v redu, da se sploh lahko gremo to. To je ta južna stena tam. In tle noter je bilo v bistvu nametan vse, kar, to se pravi, najdeni predmeti, scene, kar je bilo pokvarljivo, kar niso direktno odprti, so tle noter metali. V tem vogalu je bil, so bili slavni, kako je tam propadali na Kruberku, in v tem vogalu so te eksponati, pa te stvari ležale. Kot je bil že Slavnikarski muzej pred, že zdavljen noter. To je še tam, to je proti balkonu gor. Najbolj kritično je bilo pa tole. To so pa na to stranišče. Kakšno stranišče pa je tisto še? Aha, tako malo zidano. Ja, te že mačkan razbiti. Lukna pa, ja. Vsaj kakšna posebnost. To se pravi, da tle grem, teli tle. To je bila kriza. To je največja kriza bila pred tem. Ker tukaj noter je nosilc lesen, ki se opira na steno, da streho drži. In tle so pogledali vsi uničeni. In jaz sem v bistvu tle vso kovinsko konstrukcijo navodal na vse tele noter. No, edina stvar, ki je ostala od tistega, je bila pa tale rozeta na vrhu. In vsekakor jaz sem se jo hotel ohraniti, ker to je bilo od Slavkota. In ko sem se pogovarjal z... Vse, kar je bilo narejeno, tudi tisto, ki smo prej gledali na Dodru, je vse Pengov naredil. In to je bilo kruh. Se pravi, to je bilo vse njegovo delo, vse, kar je bilo likovnega, ne? Slikar Slavko Pengov, ne? Tak je delal ta zastor. Rozeta gor, ko sem se z Marjem menil za barvanje, sem rekel, tole mi samo osvežiš barve in pustiš točno tako, kaj je. Vmes pa barvaš belo, tisto, kar je belo. In ko pridem enkrat kontrolirati, ko barvajo, delavc tam gor, na štilu mačka, in je to prebarvano. In je uničeno. Pa sem jaz sam ta sonce na sliku, ker gor je v bistvu zračnik na sredini. Pa smo pa začeli, instalacija, konstrukcija. To je ta oder, na katerem so zdaj pa les. No, to je pa še ena posebna zgodba, ta gretje in vse tele tle, ko vidite, to so jaz Matejo ženo v bistvu sama vezala na par dni, zato da je bilo čim hitrejši narejen. To se pravi, polionil, stiropor, folija,
mreža in na to mrežo tele cevi bo treba speljati. No, to je pa zdaj. Mislim, tako, pa to, pa tako. To smo pa danes. Zdaj gremo pa še malo naprej. Gremo pa na najstarejšo hišo, bajto hišo v občini. Ja, to je pa tale grad. Sem tudi tako malo zbral mačkam bolj, da jih ne vidite, ja, da jih ne vidite vsak dan. No, to smo pa že tle, ko že malo propada. No, to so pa zadnji dva lastnika, ki se sprehajata poleg svoje hiše. Ja, zdaj potomci živijo v Kanadi. To. Smo imeli nekaj časa še stike, no zdaj ne vem, če še kdo to vzdržuje, ker smo iskali način, kako bi jih zainteresirali še za kaj, ne? To je leta 14, vsa ta služinčat pred vrati so slikani. To je tako, da znotraj malo, da ne morate prijeti, ne, tam režirose. Pa je takšna kočija s 4 konički, a ne? So šli malo okrog se pelati. To je zadnja baronica. To je pa ena, rekel, edina fotografija do znotraj, ne? In tala, ki bom jaz, je veliko tudi najbolj kvalitetna. Vse ostale, ki se pojavljajo, so milijonkrat preslikane, so slabe. Tle se vidijo zelo veliki detalji, ne? In vsi teli portreti, to je vse nekje na Dunaju, nekje spravljeno, ne? To bi mogli malo pogledati, mogoče je tudi kakšen portret Rauberja pa tako naprej, če bi hotel malo to raziskati. No, to so baronese na dvorišču. No je pa, zdaj malo zrak. Če te lahko poprašam, ali mogoče veš kako, ker si rekel, vse to je shranjeno, kaj vsa oprema je odšla na Dunaj, ne odšla, bila odpeljana, kdo je to odpeljal? Zadnji lastniki, ne? Zadnji lastniki v času, kdaj, že med drugo svetovno vojno? Prej. No in leta 1979 občina odkup grad in vso zemljišče od Jugoslovanske ljudske armade, ki je imela do leta 1953 okrevališče. In od leta 1953 do 1979, vmes je občina naredila muzej slavnikarski. V bistvu je to 35 prostorov, ampak v tem času, to se pravi, dokler ga ni občina kupila, prevzela, so se ljudje začeli naseljevati noter, ne? In takrat, ko so ga kupili, je bilo noter nekje 32 ljudi, ki so zavzemali 17 prostorov od 35. Kar je pa zelo zanimiv podatek. V 4 prostorih je bil zgodovinski arhiv in del občinskega in del arhiva skupščine občine Domžale. V 4 prostorih. A kaj veš, kaj je to? Recimo, ne, zanimivo, ne. To se pravi, v 4 prostorih je bil arhiv, v 3 prostorih... Če je vse po pravilih, da se arhiv pač iz tu mogel preseliti v Ljubljano, a ne? Ja. Kjer je centralno mesto in kjer ne bi se Recimo, ne, jaz ne vem, kje je. Če je šlo vse po pravilih, ampak in v 3 prostorih je bil pa ta slavnikarski muzej. Če bi bil arhiv, tudi, če bi ostajal, bi bilo dosti lažje za vse, ne? Ok, zdaj je domobranska zbirka, ne domobranska, domoznanska zbirka v knjižnici, je vse mačkan drugače, kot je pa bilo, ker je bilo povsod vse, nikjer nič. Zdaj gremo pa
Meni je ta crkvena, preko tele cerkve slika mi je najbolj preko všečna, zato ker se vidita še te dva stolpa. Skratka, to je Goričica, to je cerkev šola pa stanovanja za in ostanki duhovne. dveh teh stolpov že, ne? Nazad so podrtite okrogli, pa to pa del, ampak te dva pa sta še ostala. Pa tle desno je še ta kapelca, ta stara. Ne? Ok, tle gremo za naprej. Tle je že nova, pa tle je gospodarsko poslopje, ker ne vem, da je to nastalo. Ampak jaz delamo se mu pa skočil v leto 2012. In dogodek, da boste zdaj videli. In ko pridem zjutraj tukaj v službo in kakšne vaje imajo zdaj tam sred zime, pa mrzloko v stol vragu, gasilci na tem. Pa le vidim, da se kadi tam iz Turnova. In sem vzel aparat, pa sem šel tja malo bližje, so mi roke popolnoma zmrzne, da jih nisem mogel pa odtajati. Jaz bom tle kar zelo hitro šel naprej. To je bilo kar malo strašljivo. Posnetki morate reči, da so dobri, ne? Ja. Glede na to, da praviš, da je bilo zelo mrzlo in da te zebali. Ja, mislim, da sem bil. In tle, ker je bila hotel se preprečiti, da tole, ki gori, ne pade na streho. In zato so tole skušali na način prevezati, in tudi mi to uspel, da so potem tle gasilci na to stran potegnili dol. Da je tle pred padal to dol. Ja, sem dol. Ja, ne na streho. No, počnite še kar nekaj časa kadili tole ven, pa so to pocali, tole gor prevezali in potem so začeli spomladi, pa že kar malo, to se pravi to leseno konstrukcijo, pa že tole, bakar gor. In tele so bili, jaz sem rekel, da se pa tele nore variante tle gor različnajo. Tole ne vem, zakaj mi je tle vmes skočilo, ampak ok. No, tle je tole, kako se tim reče, bula, kje noter so podatki. Ampak malo si pogledajte tale, udar, kakšen ima. Tole si malo gledajte. Skorka una, štampa olijo. In telefon. Čevelj, nima pa čevla. Telefon. Poklicali so ga po telefonu in dvignil telefon gor. No, to je kar vmes mi nekaj, in potem je nataknil križ gor. In tam je kaj to, da je vmes nekaj skače, pa ni bil v redu. In ga je snel in sta na tisto odr še podaljšala, tole si gledajte, sam kole križec imam ploh čez. Čist gor na vrh, tam. Božji hram. Ali kaj prevezan, ali kaj to načne, mislim, tam je gor pa še... Čelada. Makati. In potem to natakne, kako mi to vmes skače, ne vem. In potem so ta zgodba se je končala, dost v redu. Zdaj gremo pa, ker smo že malo govorimo, gremo pa kaj spiti, ne. Kam smo to prišli? Kje je to? Pavle, kje, ne veš, ali šel? Na pošti. Na pošti za šankom. Tega poznamo. Na pošti? Ja, ga poznam. A si hodil sem? Kovarno, ne? A to je notranjost gostilne pošta, v katerem času, recimo, tam, 70-ta? Ja, to je pa koridorska restauracija, zanimivo, tole sredno žalka kuri leta, pogledajte, to je mi zelo simpatično. No, če ne smo šli po Vatikana, ne? Vatikan, noter, ne? Ata Ravnikar, pa Irena. Ali pa Florian, ne, kasneje.
To je pa Kalimero. Slaščičarna Kalimero, ne? Tam. No, pa malo športa gremo, če smo imeli v Halibi en tekmovanje, kar ne vem, do visokem nivoju. Pelišče smo tudi imeli, ne? A je to pri Repovžu? Ja, Repovž. Pri Repovžu, gostilni Repovž, Imeli smo tudi. dirke v Gokardu, Kot recimo, ne. Pa tudi druge stvari, ampak okej. Ela, Košir, Ja. To so zartele. dvovišinska bradla. Zdaj gremo pa malo v park. Pravzaprav bi mogel nazaj iti. Mal se ti je pomašala, kaj? Ne, Ampak, samo meni. glej, kar je pa je. Kjer park je to, Roman? Arboretum? Arboretum. Arboretum. Sova. Sovanov park. Ja. To je še graščina. Tudi včasih so iz zraka znana. Je pa snet. Skratka, to je še tista stojišče graščina, Ja, še malo, tam, vse, kjer je ja. zdaj pač Ja, tudi samo ja, ena zavesa, Kulisa, ne? ja. S kuliso in to je bila graščina požgana. Tudi mislim, da 44, ne? Tole, ne, predvsem sem ta park dal zaradi tega. To je, ni Storž, ampak to je Češarika. In ta, ki je osnovalec bil tega parka, se je ukvarjal z energijami in s temi stvarmi. In to je nevralgična točka tega parka. In to imajo nekje spravljeno še tole. In to bi mogli postaviti tam, kjer je bilo. Da bi park res funkcioniral energijsko, kako more. Pa se ve po telem, recimo, bi se dal postaviti, kje to je? Je tega gosta, ki sem imela iz Arboretuma, ki je Rožca, je pa to. Matjaža. Jaz sem o to omenil Mastnaka. in je rekel, da se spomni, da ve, kje je to bilo. Treba jih bi bilo malo sprovocirati, da bi to realizirali. Ja, sej, to bi se še dal. Če se ve, kje to je, a veš, ve, zdaj ve. steze so po moje vse malo drugače speljane in Ja, saj se ni veliko spremenilo, ne, če gledamo v ne stare z vrha. Indije so drevesa večja. Ne. a je bilo v tem delu, a ni bilo to tisto? To je bilo nekje... Po moje ni bilo v tem delu, a misliš, da je bilo v tem? Pri kraju nekje je bilo tam. Ja. Zdaj pa se pa vrnil nazaj v tisti čas, ko tle odpiram to se pravi knjigarno, Svet knjige pa galerijo. No in takrat se začne, rekel, plodno sodelovanje z Igorjem Kuzmičem, predsednikom, enim najbolj agilnim predsednikom Komisije za turizem. In večkrat je prišel sem, pa so se pogovarjala, ideje imel pohan gor dol, pa kar malo je sprašal, pa me enkrat, ni mi pa hotel direkt reči, da bi jaz kaj naredil. Sem rekel, da jaz to naredim, recimo, kaj oblikujem pa to. Ja, daj mi, ne. In pol si pa to odprl, pa ni bilo problem. So pa realizirali, oni imajo ideje, še pa še od teh prospektov, od kolesarske poti, ležišča, prenočišča, ni da ni teh zloženk, v bistvu je vse tako rekoč na novo bilo narejeno in tudi na enem drugem nivoju, napram prej, ker prej ni bilo skoraj nič tako rekoč na tem področju narejen. Prelomna je bila pa tale, kar se tiče mene pa, no, za te je bilo treba dobiti pač materijala, ne. Ok, tisto, kar je novih stvari, ni bilo problem, sem enostavno šel pa fotografiral. Prelomna je bila pa tale knjižica, ki vidite, da je 50% je fotografij. Ampak zato sem jaz dobil samo tekst, nobene, niti ene slikce. Samo tako rekoč iz nič, po lastnem konceptu, sem potem to naredil. In potem se je rekel
bi rekel, ta arhiv začel poln, te predali so se še poln. Pa tle sem prav insistiral, da smo tole na koncu napisali. Da se tole zemljevid smo napravili. Da dovoljujemo, veliko zadovoljstvo nam bo tudi, če bo objavljeno gradivo še komu vir in spodbuda za promocijo mesta Domžale, zato dovoljujemo njegovo uporabo brez soglasja avtorja. Če nekaj skočim, kaj to zdaj? Vse fajn, čas je bil sneg. No in to se pravi to, kar je z Komisije za turizem, vmes tudi se počas, ne prej so bile potem sodelovanje z gospodom Stiplovškom, je nastala recimo ta knjiga, kulturna društva v občini, potem vse so bile še druge brošure, pa ta nastanek mestne občine, pa tole šolstvo, 150 šolstvo, pa tale nazadnje tukaj, ne pa od Matjaža še tukaj, tle noter je materijala, še pa še, tle je tukaj kot prek 470 fotografij, dokumentov, od katerega je, rekel, večina mojih. Skratka, in potem se to nabira in ker to imaš, potem je to nekje, in tisti, kjer hoče potem do tega prideti, enostavno me pokliče ali prosim to pač mu dam, ni problem, se ni to moje je samo tisto, kar sem jaz fotografiral, ostalo je pa z raznih virov in to zahtevam, da tam, ki je vir poznan, da se pač zapiše. To se pravi, to smo končali, zdaj pa mogoče, da so to tiste, ki so meni mačkam bolj tako všeč. Ta se mi zdi enkrat. Grad? Brdo. Brdo? Brdo je to. Grad Brdo na Lukovici, še v lepi formi, ne? Če koliko mora biti idila totalna, ne? Ta se mi zdi ena takih meni prijetnih fotografij. Potem tudi ta, ne? Taka, prav čutiš tole poletje tam, ne, popoldan. To je Kolodvorska? Je gor desno, tle je ta Menarka, ne? Kako te hiši to potrudi? Menar, ta. To je glavna na sredini. Tle desno je pa ta Cerarjeva, ne? Tale je malka tu uporabljena, pa se mi zdi tudi zanimiva s tele cerkvene strani. Potem je tale. Tle pa vidiš tale center, ne? Gledajte, kaj še tle bilo zdaj, ne? Holzplec, ne? In tale Florinova trgovina, slavnekarska in klobučarska. In ta gospod Florin tole sliko ima. Prav ta vila še stoji, ne? Zraven avtobusne postaje. To je tako Stavarjeva, seveda, ja. Tako? Ja. In to je pol Ljubljanska zdaj in tle not Kolodvorska gre, ne? In to stoji na mestu, kjer je danes Mercator. Ja, točno to. Tako. Sam to, da malo, ne? Tebi je to vse jasno, mogoče komu vsem pa ni, ne? Da dobimo v roke kakšno fotografijo, vse me zanimajo ljudje, ampak te prvi gledam nazaj, kjer bajte vidim vzadje, kaj je še vzadje, ne? In recimo, te pa nima, ne? Pa je njegova hiša vzadje, ne? Ker so vsi ljudje pač slikali in na določenih, fotografirali na določenih lokacijah in potem to ustane, ne? Pa še klobučke pri klobučarstvu imajo, ne? To je prepotnik, sem pa zanalaš iz druge strani in iz tiste, ki vsi poznate. In not motorji. Ampak tole baje ni. To pa veste, ne? To je metalka. Ne, ampak baje to ni noter, da je to iz nekje, da so bili na sejmu v Zagrebu. Na sejmu razstavljali.
Ampak pogledajte, kaj prodajo, ne? Kakšne stroje. No, tle so razne manifestacije v centru. Spomenik še v centru, Ja, še tukaj. krožišče na nek način. No, ta je pa prišel na obisk, prej smo sliko Titota delali portrete, tega pa vidimo iz Hruščova, ki je prišel na obisk in je sprejem. In šla sta kam že v farmo Ihan. Farmo Ihan. Ihan pogledati farmo. A je, Kdaj je bilo to 62 ali 63? Neki ljudi bi takole še človek spoznal, tam Jernej Lenič, lih nad Hruščevom, pa mogoče še kdo, če kdo še koga ne poznaš, mislim, pozna, ni bi jo bilo zdaj- fajn, če še kdo kaj ni jo pove. zdaj tukaj. Tole je po moje Savo, tle pri pionirčki, Poznaš tole? ne? Jarc Pogačnik. Andreja Jarc Pogačnik. Andrej, ne. Bom vprašal, kaj je dala Hruščovo za darilo. Opa. Super. Pa Ata, ne, ne. A te pa tak. Tole, ja, kaj govori. Oče Jože Pogačnik pa govori z, najbrž je bil takrat, to je bilo 63, je bil on predsednik skupščine, občine Domžale. Ampak zanimivo je, ne, da so veljake slikani od ozad, ne, pa so naši od odsredi. Ne, saj najbrž je kdo tudi tune strani, a ne Ja, sam. ja, vidiš kakšnega fotografa na strani? Ja, tam kamera je, ne, tam Ja, to so te- televizija, te televizija je, ja. vidiš tam. Ja. Tako, super. No, to pa rondo, križišče, krožišče, ne, takrat je... Prvi na Balkanu, Takrat je sigurno. lahko funkcioniral, zdaj pa nekako ne more, pa ne more. Ne. Že imeli smo ga, pa smo ga podarili. Ne. Pa so že projekti dolženi. Tle bomo pa dele se mačkan vprašali. Kaj, to poznate, to sliko? Zdaj je ta slika. Kaj je to? Kdaj je to? Četrti avgust 1910. Ste prepričani? Povsod je tako napisano, jaz pa ne verjamem. Iz en parih razlogov. Če to otvoritev kulturnega, mislim, društvenega doma, ne? A ni malo v zdravem stanju. No, kar poglej. Meni pa, gledaj, Poglej, kakšno stanje je. a je to Tale slika otvoritev? ni ista, ja, to A je ni. to otvoritev? To je pa že malo Pa, to ne pojeden pa. Ne, zdaj moramo iti. Ja, to je A pa. je to za otvoritev, mislite dom? A. In to ni una fotografija, ki je tudi uporabljena z... Posod je ta. Prav posod je ta in posod je to, ta tekst zraven. Tako da se je že Bernik zmotil. Že Bernik se je zmotil, ne. In še nekaj je. Tale, kdaj je bil otvoritev doma? 910. Avgusta. Lepa nedelja, krasna. Zdaj so pa oblačen neki. In, kaj ima tle? Zdaj so neki vidi marele nosijo. Da imajo marele, sem pogledal. Da, to so Ja. mogoče tudi nosili. In ne, je bilo, ker poglej, kakšen je tole. Ne? Jaz predvidevam, da je tole takoj po prvi svetovni vojni, ker je bila v Domžalah, v Ljubljani je bila 29. velika fešta, tle pa je bila 27. Mimohod zastavo se rekel. To se pravi veselje ob končanju te vojne. Ne? In tudi ta dom je temu primeren, rekel, dodelan, obdelan, zaradi same vlage, pa zaradi same, ker je bila ta vojska noter. Med vojno vojska, bolnica. Vzdržval se ni nič, ne, od leta 10. To se pravi, 10 let nič, ne, nobene stvari. In jaz mislim, da je to. Kaj pa zastave? Čigave so te zastave? Zastave so v redu. Ne, Zastave so v redu. čigave so? Slovenske zastave so to. Ne?
ker so Ampak imeli 910? so imeli svoje, ne, niso imeli vse avstrijske ali pa avstro-ugrske, ne, so bi imeli lahko bile. ja, preko banovinske. Ne. Ne, saj sam tako malo. Ja. In jaz mislim, da je ta Se mi pa fotografija. res zdi, da ja. dom je v slabem Ja. stanju tukaj. videti. To Absolutno, je pa ne. res. Takle dom sigurno ni na otvoritvi. Po Niti moje, slučajno. Bernik tega si ne bi dovolil, niti slučajno. Je res preveč, Ja. Brez frajha, ne, obšlesan, ja, totalno. ušlesan. Ja, zanimiv to, kar si Ker jaz, nas opozoril, no, ne, za razmislek. ker fotografije, zdaj, ko imaš to možnost, ne, pa če so dobre so pa vse tiste, nažalost, ne, ali pa ne veselje, kar je bilo pred, to se pravi Pa še nekaj, pogledajte, koliko ljudi ima Slamnik. Pa na otvoriti, To pa imajo. glej. na otvoriti je bilo 5000 ljudi, 300 orlov, a je tle 300 orlov? Jaz jih ne vidim, ki jih ne bi mogel kam dati, samo orlov, orli so tukaj, ne. Tle so orli, ne, tle je godba, ne. Takrat je mogla reči zabasan biti, vse so rekli, da so bile možale zabasane totalno, ne. Tako da, no, kjerkoli fotografijo, ne, če vidim kakršen koli napis, ne, ko skušam približati, povečati, da probam ugotoviti, kaj piše gor, pa kakšne detalje. Marsikaj stvari vidiš tudi tako, ne. Pa recimo, če je elektrika ali ni elektrike. Matjaž, izvoli, povej. Jaz močno dvomam, da se je Bernik zmotil zato, ker je bil organizator, ker je bil dobesedno lastnik, bil je vodja tega društva, ker je bilo v društvenem domu, bil je celo vodja orlov, močno dvomam. Poglejte, pa tudi balkon je okrašen. Vse je okrašen, vse je zablokirano vse. Je samo ob otvoritvi, da je bilo z balkona so napisali, da je bilo povedano, Imam jaz tudi sliko, kaj enkrat stojice gor, ampak Bernik se tega ne bi dovolil, niti slučajno. Da je v domu visi frajk dol. Jaz dvomim, da bi se Bernik v svoji knjigi zmotil, da bi, pa povzemamo po njem, da je to z otvoritve, možno pa je. Jaz mislim, da je zanimiva ta opozorilo in nam da veliko misliti, kako gledati stare fotografije in kako povezati določene dogodke. Meni se zdi, da stvar je zanimiva, vsekakor. In tamle, pogledajte, tamle, to so kar ene lukne not. Kaj je to? A viš, Matjaž, le kakšne lukne? Bi lahko še nekaj pojasnil. Gor na vrh, a hoče dvigati nad vodo gor, čisto gor na vrh. Gor, ja, je tam, koliko mora biti. Je bil na vrhu, Ja. tam je. Tole, tlej noter, kaj je, ne, Sveti Jožef, ne. Je bil kip svetega Jožefa, zavetnika tesarjev in mizarjev. No in ta kip je gveral vse do leta 1945, ko je prišla v ta po drugi svetovni vojni, VDV, Vojska državne varnosti, to me je pripovedoval profesor Milan Frerin, no in so tukaj imeli neko veselico ali pa, ko je bilo konec vojne, in je nekdo splezil gor in je tega Jožefa izbine, ker je odzad je mehna lina bila, in jo je kahnil tega Jožefa dol, da se je razletel, lesen je bil, in je nekdo to razbitino prijel, pa se nikoli ni vedlo, kdo je to storil, pa kje to je. Je pa zanimivo, leta 1992 za časa Švarcbartla, ko se je odločalo o renoviranju doma, je gospod Hrle, jaz sem bil takrat v tej seji občinski svet, pa skupščina, sem sedel v zadnji vrsti, pa Hrle vstane, pa prav, pa svetega Jožefa je treba obnoviti, ker je bila lumina prazna. No in se je zgodilo, da je nekdo rekel, Hrle, pa vidajte to štimati, da bo Jožef nazaj. Mende je iskal, ni bil uspešen, kaj še ne, da bi nekdo lesenega naredil tam, da paše noter v to odprtino, in je dobil nekje v Celju 3 metre
Tu je približno 1,20 m, 10 m, 20 visok kip, da ga je na 3 metrsko nadnaravno velikost človeka je dobil kip, sposobno, da so potem naredili in so ga obesili, da je na vrh, stoji na vrhu tega polkrožnega, priklenili so ga žicam, da se izgleda tako, kot da bi ga kleparja priklenil. Zdaj ta kip čist na vrhu tega polkroga napaše in tudi nič ne pomeni. Tudi ni spoštovanje tradicije, ni to ohranjanje, sam ta kip je, ki se boste meni pa lahko pogledajte, kaj je čist na vrhu tega nekaj. To je 3 metri visok, po tistem vzorcu, ki ga je dobil Hazek na Jemlju. Občine pa to tudi zdaj ne čečati. To je resnica. To je res, ja. Ampak tako so želeli in tako smo stvar tudi realizirali. Gremo naprej, Roman. To je pa smrt Aleksandra, pa ta straža. In tle bi samo dodal, da mislim, da smo bili v Domžalah med prvimi, ki smo imeli kip Aleksandra. Ja. Vso zgodovino se pa kdo je bil zadnjič na Matjaževem pogovoru o Sokolih, je pa Matjaž res veliko povedal, kam je šel. Jaz sem ti pa že povedal in predlagal se enega kipa knjigo, sta napisala 2 od teh kipih po celi Sloveniji. No in ima tudi cel sestavko tem našem. Ja. Ki ima te podatke od Matjaža tudi noter. A smem še to povedati, da ko so leta 34, 6. mislim novembra, ubili v Marseju kralja Aleksandra Karađorđevića, je bil na ladji tudi en Domžalčan in sicer Avgust Frigidi je bil njegov osebni brivec. Bilo jih je več teh brivcev, ni bil samo en. Frigidi je bil osebni brivec. Se bo tudi le. Ki se je zasidrala v Marseju, no in je prišla kolona avtomobilov do ladje Dubrovnik in so se odpeljali proti mestu 100 metrov od te ladje, ki so komaj da zapeljali z pristanišča, je stopil na stopnico tega starega avtomobila hrvaški disident, pisal se je Anton Kelemen, s pištolo in je 2krat ustrelil kralja Aleksandra in pa zunanjega ministra Francije. Oba sta tisti hip so jih odnesli v bližnjo policijsko prefekturo, kjer sta na kavču na Zofi v kratkem času oba umrla. No in kralj Aleksandra so 100 ladij od Dubrovnik, so ga pripeljali, so ga v Split nazaj pripeljali mrtvega. To je ta zgodba. Mi je pa povedal Frigidi Avgust. Se pravi, Roman, da pridemo še da ima nekaj od Frigidija tudi še on. Mornar kot brivec kralj Aleksandra. Zdaj ni bil edini, da več, ampak bolj kralj. To je pa Polakova zdaj Usnarna. To je Dinik pri Merkatorju. Ki je vstal. Ja. Tle je bolj svoh, ker tle od tega ni skoraj nobenih, fotografij, nič ne. No in tam je bila potem ta osnarska šola, ki so me. To je na prostoru, kjer je zdaj Merkator, pa pol malo zadnji proti tam, kjer je srednja šola. Ja, Ja, prosim. Pred to Polakovo Usnarno je bila to Landšteterjeva Mezinica in Barbarna. Dobro, gremo naprej, če ne bomo predolg. No, evo ga, Frigidi Avgust. To se pa marsikdo še spomne, ne? To je stal nasprot Flerinove kavarne, bi zdaj rekel, ne? Recimo, ali pa tam, kje je parkirišče in to je pa gospa, ne? In gospod, evo. Rozina, to je pa on. Ja. Ne, on se je skozi deklariral, da je brat od Boba Hopa. Boba Hopa, še tle ima literaturo na to. In mu je bil podoben. Čist mu je bil podoben, pa tudi oba dva sta, tudi on je bil, rekel, foksat malo po domači pojen. Pa na teh, rekel, poslovanjih je vedno zmagal svojo masko. Pustno masko. Ja, ki je bil originalen. No, potem je bila na tem mestu tale trafikca, ne. Tle smo pa malo
cesto delamo, pa tako, vzati še Zdaj tiste Majheničeva hiša, ne. ja. Ampak gledajte tale bultežer z gosencem, pa tako še malo kot en tank. No, spodaj je bil foto Majhenič, na vrh je imel pa Matjaž svoje prostore z Indok. Indok centrom, pa s, ne vem, ne, to so bili pa To je zgolj že malo kasneje. ne, lesene že stopnice. ja. Ja, po avtih se reče. No, zato sem tudi njega dal, zato prej sem začel, rekel, Naglič pa ostali fotografi. Naglič je, se mi zdi, je, kar se tiče kvalitete in umetniške vrednosti, eden prvih pri nas. In ostali fotografi in takrat je tega materijala dost. Ne. Med vojno tako rekoč nič, po vojni skoraj nič, dokler ne pride Majhenič. A zdaj ti nekaj povem, kaj sem danes odkrila, Ja. pa vam dajem v izziv, jaz pač nisem z tega. Jaz sem bila danes pri gospodu Marjanu Vodniku. Ja. Njegov oče je bil tiskar v Kamniku in mi je danes povedal, ne, da ima on cele škatle, enako kot Naglič, teh fotografij na steklo še ohranjenih, vendar se jih tudi pritaknil še ni nihče. Vse to je pri njih doma, ker pač nihče nima časa. In Zanimivo, da to mi še nikoli povedal. In to je tudi, ja, zanimivo, to je meni danes povedal, jaz tega nisem nikoli slišala, ne. In on je fotografiral, to mi je pa danes povedal, ne, ogromno stvari tudi med drugo svetovno vojno. Kar ni drugače ni. In zdaj nekdo bo mogel, ker po moje to Marjan najbrž se tega nov lotil in to je vse v škatlah, pravi gor pri meni. To je še v redu, da škatle od čevlja še obstojajo s fotografijami. Kaj Ja. pa bo kasneje, kad je to po računalnikih? Ja, ne, sam pravim, ne, kakšna vsebina je tam, pa zdaj nihče ne ve. Ne, sam to, ker vem, da tebe zanima, Marjana tudi poznaš in, No, in pol mogoče je treba zdaj pot pod noge in čim prej Pol se gledati, zgodi kaj to. tam je. Pa si pa podaj to. To je pa prsnica, ne? Ne, to si bom rekel. Ja, to je pa uglavljen. Ja, zato, ker je bilo tle premalo prostora za cesto. Ne. Bi cvitel, to, ki si omenil zdaj Vodnika, ne. Sem jo ostal problem, recimo zelo problem je tudi družina Majheniča, ne. Oni imajo zelo bogato dediščino fotografij, ampak pač umrl oče William, umrl je sin Vili, potem Aco nima, ne. In te fotografije, oni imajo zelo bogato, samo do tega, to bo samo njihovi sorodniki, a ne. In Imamo še nekaj časa. Zelo težko. 70 let, a veš, ki nobene ve zanje, recimo, kak sem plesal grobo, plesal v Hali komunalnega centra, nobene ve za tega, ampak obstojejo, ne. Ta sindikat. Ne, še ogromno materijala. To je bilo vse pofotografirano, to so. Je, samo da. Evo, mrliške vešce so se gradile in Po to kopališču. so, no, samo še da zdaj, tle bo z Matjažem še povedati, to je od avtorja, ne, tele žalovalke. Z grafite. Ne, in Likovič, tako, in to so bile stvari, ki so bile na banki, če se spomnite. To je padalo dol, potem je s Pavletom sva že govorila v Majčevem dvoru, so bile, potem je pa bilo to tudi v sobi predsednika občine Domžale, dolg časa, ampak zdaj v zadnjem času se je pa to menda kar zafrajhal in zametal. Čeprav gospod je dobil Prešernovo nagrado. To je mogel biti kdaj, v enih 60 letih se mi zdi, da se je to v Domžalah dogajalo. Prost, ker so to stvari, ki jih fajn, da jih držimo, ne. Pa zdaj novo pokopališče. Zdaj smo pa pri teh zgodbah, ki se roštuje, tle se pa dela skokova elektrarna, ki je še lansko leto izgledala takole. Danes pa izgleda takole. To je naša tehnična kulturna dediščina. Tle nazad, ker so te vile. To je na Mlišci, to je bila elektrarna, ki je osvetljevala, daje elektriko 10 let
do leta 31, 20, 10 let Domžala. In ne vem, kdo je tu, pa so podirali teli tukaj zraven, ki se ne bi smeli dotakniti, ker to je v Strugi in Struga je državna lastnina. Ne, in tukaj je podaril, na črno. Roman, bi samo to še povedal, ne, ker so zdaj tukaj se obnavlja vse, ne, da smo mi celo mislili, no. Kaj? Ne slišim, kaj? Jože Skokov je tam leva. Ja, mi smo mislili celo, da so note turbine, vse Matjaž o tem mislil, smo bili pripričani, da so note turbine, ampak so zdaj nam povedali, da so ti turbine, ki so v bistvu kulturna dediščina, to je kar nekaj zginalo. To je zvedeno in to je verjetno takrat se zginalo, ko je v Slovenija lesnik tega, ne, da potem spodaj, da potem samo vode, potem zalivo, ne, tako da to je zginalo, to je prav zanimivo, ne, kam, kdaj, V kakšni Bistri niste jih opazili? Ne. V Bistri jih niste opazili? Ali pa To je že pretopljen po mojem. To bi bilo dobro, če bi jih tam opazili, ne? vedno ostalo ki je bil jaz, je še zdaj vedno, še trenutno, na desni strani, ne, ta jaz se še ohranila. No, to je nasilna zgodba, ne? Padla zgodba. Prej vidim, da je brez komentarja, to je v redu. To je nasilna, ta se pa drži, ta se pa ne da. Ta se pa ne da. Dobro je bila narejena, ne? Kolec, a ni lepo to, romantično, ne? To je v strogem centru, ne? Kje pa je to? Na parkirišču, pri kulturnem domu. To je hiša, v kateri je bival človek, ne, Matjaž dobro ve, Ravnikar, ki je zgradil kulturni dom in Sokolski dom, oziroma zgradil, zasnoval, a ne. In tu je živel, s kolikimi otroki? 9. 8 otrok, pa družina je bila v tej mejhni hiški. Veste, koliko je mejhna, ne? Ja, pa ni tako majhna, nekaj. Ja. 2 prostora, 3 prostori, ok. Dobar, če Čas so bili bolj skromni bolj ljudje. skromni, sej tako sem hotela reči. No, to je tudi ena slikca manj. Prej, to je pa malo zdaj. A ni to lepo? Krasno, ne? Nisem. No, tle je bilo. Korita so bila, rože. To je z mojega tak. Ja, ne. Zdaj smo pa ameriška ambasada. Ne, pa To je pa danes, to smo zdaj slikali. ja, pred kratkim, ne. Ampak, Varovanje pred tanki. ja, se pravim, koliko je ameriška ambasada. Pa če da bi saj dal nizke tudi tukaj, ne, mislim, katastrofa, no je to. Kdo se je to spomnil? A kdo? Nagradno vprašanje, kaj pa to? Ja. V redu, ne? To je, rekel, odnos do te naše dedičine arhitekturne. Najlepše slovensko mesto. Pogledajte, kje bi šli. Najbrž je po mojem to bil izdajatelj iz Domžal. Ki je Domžale v mestu v Piranu, Izoli, Kranju, Ljubljani, Škofji Loki, Radovljici, Ptuju, Kamniku. Zvano srače gnezdo. Najlepše slovensko mesto. To je pa prvi avto domžalski. Največkrat je bilo to potrebno delati. To vidite, kaj piše pri firmi Jakoba Oberwalderja, pri Volku. Je bil to prvi avto, a ne? Oberwalderjeva tovarna je bila pa univerzale pol, ne? Na tistem mestu iz Italije, prav? Kako so pa s časom? A ja, se res. 10:07, še malo imamo. No, Pa saj je to zanimivo, evo, s tistimi primerjavami. No, tukaj na konci imam pa v bistvu kar tako skačejo, prej so bile mačkam tematsko urejene, tle pa kar, rekel, ta višek, če bi bilo dosti časa, ne. Mošli pa malo hitreje. Poštar, ne? To se pravi, poštarske torbe tega artikla ni več, ne. Je pa pred Vatikanom, a ne? Ja, seveda, normalno, mislim, čo.
Kjer poštar? Poštar Mesec. Mesec, evo. Šolske ulice. Še to. Oh, Stane Take kafe. prijazne imaš. V Kebru na dvorišč, to ste tudi vidite, ne? To je sicer kakšna budenca. 1. maj, ja. 1. maj. Fugar, To je pa Tonček Ravnikar, To je pa en slikar. Daniel Ja. Fugar, pa kdo je pa to, ti En poznaš, slikar mlajši? je, pa ne vem imena. Da je pa to? Pavel Pevec, Je Pavli že šel. a res je šel? Ni dočakal. Pa majhen. Ja. Ja, pa Majhenič, pa Tonček. Čak, sam nazaj, a je to v Cankarju V noter? Cankarju, ja. V Cankarjevem domu? Ja. Eno O, tole mi kulturne skupnosti. Sej sam še toliko, no, v ponedeljek, 3. ali 3. pa obujava spomine s Pavlem Pevcem o kulturi, ampak ne tle v knjižnici. Jaz vam povem, take zanimive stvari mi je povedal, da bo spet zanimiv, kdor ima čas, ne pride. To je ena redkih med vojno. Ne? To so pa Nemci, ne? Ja, ja. Što je bila Haupte. No, ampak, a veste tudi, dolgo se ni vedelo, jaz sem vas starejše sprašvala, kaj se je v kulturnem domu, društvenem dogajalo med vojno. Pa jaz sem pol doma sprašvala in iskala in na koncu noč so bili Nemci in je bil to center, kjer so, jaz ne vem, oni so v vsakem kraju imeli kraj, kjer so preverjali, koliko je kdo nemški. In tam so, meni so tako rekli, merali lobanje našim slovenskim ljudem, da so ugotavljali, kdo ima pa kaj vse tako razvito lobanjo. Tako da je bil tako kot en tak test. In to se je dogajalo v kulturnem domu, menda v teh prostorih. No. Tako, zanimiv. No, tlej še enkrat ta rondo. Ne? Zanimivo za slikanje. Ja, teniški, veliki teniški turnir. Ten. To se pravi projekt za enkratno uporabo. Igral je tudi Roger Federer na tem igrišču. Mislim pa, da tudi, ne, za Nadala nisem sigurna, ampak to kot mladi Federer siguran. Tle brejo. Takole so bile procesije 6 po 2, ne? Proti Tokotu in tako naprej. No, to je. No, jaz se telih sprek še spomnim. Vse so še. Ja, pa ne, niso te. Tle z robom so ene manjše. Ne? Tale mi je tudi zanimiva, ker je vrsta del, ne? Cerkvijo še zravno, ne? No, tle pa še tole stoji, ta Arbežnikova pa tale Senica. Senicova trgovina. V zadnji, no. Prekaj predvsem bil pa že prej, vidite. Zastonj. Ne, ta isto. To je mesarija. Mesarija Ludvika Flerina, to je pa v Stobu. Stobi. To je to. No, to je pa kanalizacija na Dvorski. Pa tudi tale se nekaj obnavlja, vidite, ne. Ki je bila zelo zanemarjena. Pa telefonsko govorilnico, vidite, se jo spomnite, da je stala tamle. Pa pred Račo je bila ena govorilnica, še zanimivo, evo. No, to je ta. Dvorska. Roman, Kaj? a hočeš eno sliko nazaj? Tele stolpi desno je Plečnik naredil za vrečanja. To. Tele stolpi. Stebri so, to je portal, ja. Prvrečarjevi hiši, ja. Sam ne bo še enkrat nazaj, ampak vidiš, teh branikov, teh ni več, ne. Ja, pa so dolgi. Ja. Dolg so, ko zgine. To, kar zgine. Čakaj, ki pa gremo nazaj še enkrat. No, vse to je tle, ne, tole, ne. Tole lahko komentiram. Alko, ne. Ja, ampak to je bilo prej. Kurstar. Kurstar Ja. je žgaljarna. Ne, Jeresova. Je bila poslej.
Kursala ni možganjar, ne, imamo Tukaj da sprva je bila tukaj slamikarska. Ja, ja. No in tole, katere gledamo, je bila druga najstarejša žganjarna v Avstro-Ogrski, imam plakate. In kasneje so pa to dobili dva brata pa sestra Jeras, so dobili roke in je potem to Jerasova žganjarna. Pa celo zgodovino sem se fascikal o tebe kišino, ljudeh so tukaj bili delati. Škoda je, da so leta, mislim, da 77, da so to zasuli te kleti, eni veliki sodi, ki jih niso mogli več spraviti, so pa še v zemlji, kakšni so, po zasutju. Neki sodov, nek 10-15 so jih odpeljali na Dubico, upam, da so tam še, so bili izraždani, poslikani. Ti si vse na Duplici. Ta veliki ogromni so pa ostali noter. In govorili ste, da je to pralko, a ne? Ja, seveda. Ja, Alko, zato ker so Jerasa podržavali, pa še enega Ljubljanskega in so to združili in so naredili Alko. No, za nas je bil alko, a ne? Zakaj pa nisi drugi? A tle se že SPB začenja kaj podirati? Ne, tle To je bila lekarna, ne? Tukaj je lekarna, ne. V tej stavbi je bila lekarna, pa zdaj tudi tam stoji lekarna, a ne? Zanimivo. No, tle se to, majhenič, ena, štafeta, ne? neki ena, ali pa paromajeni motoristi so pa ne. Igor, to je pa ta, vidiš, univerzale, ki še nimaš. Tle še ni te proizvodne hale zravna, ne? Je samo ta upravno stanovanjska. Kam bi pol to umestil časovno, da še tega novega dela? Tole, kar tle naredili, Je neto, ja, tle še vedno stoji. Mislim, da so 9 delali tole. Ljudnice reče naredili. 2009 bi delali pol te hale industrijske, ki so zdaj, recimo, so to delali 2009. 1909. Ja. No, to je. Umetniška. To je pa. Ne? To je pa tle. Kaj je to? Hotel ambient? To je spodnji Okršar, ja? Ja. To je pa zdaj čisto zidel, pa težko. Kaj pa to je? Petelinova pepka. Požar. To je pa Stiplovškova pekarna. To je na vzgornjih Domžalah, ne? Ja. To sem meril to zrih, to je bil gospodu Stiplovšku, ki ni imel nič od hiše mene, ne? Pa smo tole zrih. To je pa njegova rojstna hiša, ne? Najbrž, no. No, to je, no. Tle se tudi malo še ta dom vidi. No, to je ta. Tle je potem pa šel ta spomenik, potem so tole podarali, ne? Za cesta pa šla. To je zdaj objavil Vinko, ne? V Domžale nekoč in danes, a ne? Pa se je ful govoril, No, tale. kaj je to za ena stavba, tista prejšnja, ne? To je stop, ne? To je pa Mala luka. samostan, to je pa bodoči DOS. Samostan v Mali Loki. No, to je prej si govoril. Ja, evo, ne, to je bilo to, ne, to je bilo zelo lepo delo, mislim. Še danes jaz moram reči, tako moderna je ta zadeva, jaz sem pa tako simbolna, ne, to so sami simboli gor bili in denarja in bogov, Merkurja, vsega, no, tako da lahko škoda, da je to dol padalo, ne, zaradi vremenskih razmer, ne. Tle je bila pa pionirska hranilnica. Saj imam eno sliko, pa ne, sem to zravno nisem.
No, tle je bil en pogreb, ampak zanimivo je zaradi tega, tukaj zadaj, jak se zida, ki so dvignili za en štuk. Mislim, da je to Bernikov pogreb. Ne, mislim, da je pogreb vojakov na pokopališče iz une šole. Ja. No, to je pa Sokolski, Majhinič. Sokoli, ne. Ne, krasen je bil to, ne. In to čist brez veze se ga podarali, ne, ta vhod. Ja. No, to je pa, on sem ostal prej, še brez tizga na sredini, ne, sta dve. Mala loka. Ja, tisti povezovalni stolp. No, to je pa postaja, iz katere se je dal iz perona iti na vlak, ker s tem ne moreš iti zdaj. Ne. In tam je bil pa skladiščni del, ne, Ja. še lesen del, pa so bile gor tiste vage, ne, ene tehtnice. So krompir, rosti, pa te stvari. Kolen, premog. Mislim, da lahko zaključimo zdaj. Ja, mislim, lahko bi še, ampak bomo nehali, ne, ker... Ne, še Makedonije. A že kakšna taka Ne, delo? tukaj ne, nimam, imam tam tega popnem, ampak... Dobro. mislim, Jaz mislim, da se smo malo Romano... pogledali. Težko, lahko bi bilo recimo kakšna stvar bolj tematska ali kakoli, ampak vsem se mi zdi določene stvari zanimive, pa poskušal sem tiste, ki še niste videli, ne, tiste, ki vsak dan vidite. Ali pa ki so že bile večkrat, Ja, iskal ja. si še neke nove stvari. Vedno to skušam, ne, da tudi pri teh edicijah probaš, ne, da daš kakšno drugo ali pa kakšne detajle, karkoli, da je bolj zanimivo. Ne. Ja, to pa ne vem. To pa Matjaž vedi mogoče. Pred Jarci je bil kdo noter, Matjaž? Kdo je bil v Jarčevi hiši, je vprašanje. Matjaž, imaš kaj? Ne. Dobro, jaz se vam vsem zahvaljujem za obisk, ampak preden damo še en močen aplavz Romanu, res hvala za to, da je z nami delil svoj bogat fotografski arhiv. Naš, ampak dober. Zanj se trudiš, tudi zbiraš in še zdaj ohranjaš v sodobnih medijih in na tak sodobnejši način in jaz mislim, da je to izjemno dragoceno. Jaz upam, da bomo še kaj spodbudili, da se bo še kaj začelo dogajati. Mogoče tudi ta zgodba, ki me je danes tako zadela, no, moram reči, da sem pol veliko razmišljala o tem, kar mi je povedal gospod Vodnik in sem rekla, jo, mislim, to najbrž veliko bogatstvo še, ne, odkrito. Mogoče je več Kamnika, ker je gospod bil v Kamniku, ampak prav gotovo je pa širši bazen, saj Naglič je ne nazadnje tudi bil v Kamniku, pa je imel vse, ne. Tako da res, Roman, hvala za trud, za to, da smo s tabo lahko preživeli en lep, nostalgičen večer. Hvala tudi vam. Roman, aplavz je bil kar pravi. Še to, dve informaciji, povedala sem že v ponedeljek, Pavel Pevec, brez fotografij, ampak verbalno verjemite, da bo v formi. Tisto bom sploh lahko posodil, tiste po moje bi bil vesel, če bi bil tukaj. In njegovi spomini na kulturo, moram reči, tudi zelo zanimivi. In pa naslednja naša gostja v muzeju in na srečanjih pod Slamniki, pa Ana Cajhen, ki je tudi danes tamle z nami in mislim, da je fajn, da gremo zdaj še na ta mlade, ki nam imajo pa tudi toliko zapovedati in grejo naprej in slamnikarstvo pelejo naprej in smo jim lahko hvaležni in vem, da bo tudi fino, tako da vabljeni še na ta večer. A smo že določili datum, se ne vem čisto točen. 13. marec, sreda, siguren, tako kot danes.
Hvala lepa, pa lep večer vam še želim. Ja, Rad bi sam nekaj povedal, no. Jože Skok. Ja, glede na te fotografije, ne, ki jih je Roman pokazal, pa tako naprej, ne. Zlasti tiste iz prejšnjih obdobja, ne. Fotografije, ki jih je težko ugotoviti, ki jih je težko identificirati, ne se bati starih fotografij, dokler je možna identifikacija. Če ne drugače pa z veliko luko, dokler je možna identifikacija, je vsaka fotografija zelo dragocena. Je dokument, kakorkoli vzameš, tako da vse, kar je, to je res dragocena, to recimo, kar je Sveta povedala za vodnika, za grabato, z 4 rokami, ne z 2, da grabato vsaka priložnost, ker je veliko radnih, imamo veliko fotografov tam v občini, ne, ki imajo fotografije, pa ne vemo zanje, ne, ampak imajo, ne, samo premalo se s tem ukvarjamo. Kaj sem recimo, jaz sem zdaj zasledil, da je bil recimo leta 1969, je bil v državah vokalnih komunalnih centra, je bila Eurovizija, tekmovanje, jugoslovansko, nobene fotografije o tem. Izbor za Eurovizijo Jugoslavije je bilo pri nas. Ja, malite se pesmi, potem je bil Kičo Stardina, potem so bil Radio Lespas, potem je bil Pravače, ni fotografij. Niti ni fotografije, ja. Ampak je tudi takih dogodkov ogromnost, kakšni plesi so bili, nobene fotografije. Tam je bil recimo Mohor kot Biožo, on je potem kasneje je fotografiral, samo on je bil noter, on je bil gobne, da on je mogel fotografirati. In je polno takih dogodkov, ki bi jih bilo res zanimivo raziskati, se ne gre samo za glavo, tudi za druga področja, ker to obstoja, samo premalo se še trudimo, da bi odkrili fotografijo. Mogoče jih bomo spodbujali tudi s temi pogovori pa srečanji, bo kdo še kaj prinesel, delil ali pa rekel doma, saj lahko tehnično tudi drugi poskrbimo, za to, da se da pol v tako obliko in tudi danes se da te stare fotografije zelo lepo obnoviti, To znajo narediti v fotostudijih, staro fotografijo zelo lepo rekla, obnovijo, da ko mi veš, da je stara. Hvala, evo. Pa, če še koga poznate, ga kar povejte, pa ga kar na nas usmerite.